Živijo in dobrodošli v podcastu Filmarija, ki ga organizira Društvo slovenskih režiserjev. Jaz sem Luka Marčetič in moderiram tokratno epizodo, v kateri bomo govorili o videospotih. Z mano sta Kukla, diplomirana režiserka, ki ustvarja ne samo filme, ampak seveda tudi videospote. Primarno je danes z nami zaradi tega razloga. In še Matevž Jerman, ki, ko sem ga vprašal, kako naj ga predstavim, mi je povedal takole. Filmski kritik, urednik Kinotečnika, kurator kratkih filmov v Kinoteki, programski direktor na FEK festivalu, sodeluje tudi pri festivalih kot so Kinotok, Liv in Kinotrip. Dela tudi v Demiurg distribuciji, v prostem času tudi kaj porežira. In kot trivia bil je asistent režije pri seriji Ekipa Bled. Živijo obema. Živijo. Hej. Tukaj sta pa zato, ker sta mi odlična ustvarjalca videospotov. En tak format, v katerega se ne spoznam največ, in zato sem se spomnil, da bi to naredil, zato tudi da zvem kaj več o tem. Kukla, če poveš recimo na hitro, kakšne vse spote si delala, oziroma za koga si vse delala spote v lifeu? Delala sem spote, mogoče, da kar začnem z najbolj svežimi, za Dina Merlina, Senidah, Hano Mašič, Meter, Nino Bolatoviks, za Kuklo, za Napravi medete, pa verjetno še za koga, pa se ne moram spomniti. Matroda. Okay, to je že veliko. Okay. Imamo material. Matevž? Bi sem pa začel na začetku, v bistvu, ko sem malo bolj resne spote začel delati, se pravi z Koala Voice, z Bombix Lori, z Nowhere, z Murphy, Kataleno, Smrt Boga in otrok. Sem kaj pozabil? Verjetno si. Verjetno. Ampak ja. No, tako, ko jaz gledam spot, recimo, vedno razmišljam o tem, kako sploh ustvariš scenarij za kaj tazga, ker pri filmu recimo imaš neko zgodbo in to greš po nekem redosledu, scenosledu, spot mi je pa nekako kot neka vreča idej, pa ne me narobe razumeti, ne mislim to kot slabo stvar, ampak tako, res imaš eno tablo pred sabo in se spomniš neki, vržeš idejo na to tablo in pol to vse skupaj nekako zapišeš in narediš iz tega spot. In se jih tudi osebno ful bojim delati zato, ker so tok neskončni, ne? Ker imaš dejansko nek prazen papir in lahko dobesedno mečeš karkoli se spomniš, seveda v nekem konceptu, ali pa ne, tudi ni treba, da je. Je kot nek eksperimentalen film, I guess, tako da mogoče Kukla, kako recimo ti začneš, ok, za Dino Merlina recimo, zdaj, ko se spomnim spota, tam bojo plesali eni fantje, ki so pobarvani zelo lepo, pa imamo v tem spotu nek plesala boste v ognju, pa bojo v narodnih nošnjah na hribu, pa bojo ogledala, pa vse to. No, jaz to zdaj ful poenostavljam. Mislim, predstavljam tako sebe, da tako pičam spod. Pa boste tam dva plesala na enem hribu in pol bojo lepo pobarvani fantje. A ne, evo, zdaj si me tudi spomnila. Ne samo kako se spomniš, ampak tudi kako to pičaš po tem glasbeniku. V bistvu je tako, da ta odgovor imam tudi naštudiran. Mi smo pred snemanjem se že pogovarjali o najbolj pogostih vprašanjih in ta odgovor imam naštudiran, ker me velikokrat to vprašajo. In sicer pač jaz pesem preposlušam najprej dejansko vsaj 100-krat, pa to ni pretiravanje, dejansko vsaj 100-krat. Pač nekako si pustim, da mi slika neke slike v glavi, neko zgodbo si naredim, pa pač je čisto odvisno, kakor, veš, vsak projekt je ful individualen in pač nekje recimo me dejansko, ne vem, imamo v arhivu nekaj, kar me spodbudi, da recimo v vizualnem arhivu, ko pač skozi delaš nek visual research, da pač hočem zapeljati v to smer, nekje pač vidim v glavi slike, pa potem pač najdem neke primere, pa ful dolgo googlam, tako, ne vem, pač nek poseben motiv ali pa nekaj, da bi lahko znala to, mislim, da bi lahko to
pač predstavljati tudi klientu, ker zaenkrat še nisem toliko vešča v 3D-ju pa Photoshopu, da bi lahko vse skreirala kar vnaprej. No in pač v bistvu pol jaz se ful posvetim temu, ful delam, tudi dejansko takoj že razdelam vse po timingih, po liriksih, vse probam narediti neke pomene. Vedno zahtevam, da mi tudi pošljajo liriks vnaprej, zato da pač mislim že takoj, ker je to tudi še ena dodatna dimenzija pesmi. Pa v bistvu naredim tak treatment, ki je zelo podoben treatmentom za reklame. Pač to pa pomeni, da imam isto vse po timingih opisano. Dejansko tako, da si lahko pač klient predstavlja spot, se pravi, da mu dejansko tako nekako na papirju oziroma v PDF-u, v elektronski obliki prikažem, kako bo potekal spot. Z referenčnimi slikami, fotkami, grafikami, whatever, opisi in tako naprej, animacijami in tako dalje. Tako da ja, v bistvu na tak način. Pa začela sem valjda tudi s takim zelo klasičnim načinom, pač ok, napišeš scenarij, pa daš nek moodboard zraven, ampak to danes ni več dovolj. Danes dejansko tudi eni klienti zahtevajo mood videe, ampak jaz tega ful ne maram delati, ne zato, ker se mi ne bi dala, ampak ker se mi zdi, da pa v bistvu tudi malo tako ubiješ neko domišljijo klienta, ker pač so že navajeni, da pač jim predstaviš nek video in pač mora biti identično, pač kar je kopiranje, kar pa ni pač neki tako, da imaš neki za referenco. Tako da pač jaz imam rada neko to pot, da pač ful začrtam vizualno, pa pač zgodbovno, ampak da imam tudi pol še svobodo na setu spreminjati stvari in v montaži in v pač pol postprodukciji slike. Hudo. Ok, do tega še pridemo. Ampak Matevž, preden gremo naprej, kakšen je tvoj način, kreativni proces? Ja, mislim, pri meni mogoče to precej varira od projekta do projekta. Najbolj pogosti ta klasičen način, se pravi pristopi band do mene, potem poslušam komad in se rojevajo neke podobe, ki jih probam potem povezati, se pravi v nek koncept, v neko zgodbo. In se ful v teh primerih neko inspiracijo iščem v filmih, pa v različnih prizorih. Dostikrat pogledam recimo določen prizor, pa si komade spuščam, pa včasih celo to izmontiram nek tak preview, ki ga pokažem bendu. In potem to so predvsem taki spoti, ki vključujejo neko narativo, se pravi nek backstory mogoče, in te spote si lotevam, kot da bi nek trailer mogoče delal, veš, se pravi, da imaš neke podobe, ki potem kao tvorijo neko širšo zgodbo, ki ni zdaj linearna, ampak samo vidiš tako neke take močne momente. Jaz sem pa tudi že delal spote na ta način, da sem recimo imel nek koncept v glavi, ki sem ga hotel preizkusiti, in potem sem recimo kontaktiral band ali pa izvajalca pa predlagal, da bi probali. In to bilo, ko smo se igrali z VR-jem, z 360-stopinskimi kamerami, in smo potem recimo Koala Voice kontaktirali in rekli, da bi za njih en spot probali narediti, in tako je bil ta Stranger Tides. Ali pa ne vem, se je zgodilo tudi, da sem prišel enkrat domov in sem pri hiši videl svojo mačko, kako se igra z eno kačo, in to posnel na telefon. In potem poklical svojega frenda Nikota Novaka, uporabil njegov komad, to zmontiral in je ful dobro delovalo. Pa to je en zadnjih spotov, ki sem jih naredil, pa smo dobili celo nagrado na Alternativi film video v Beogradu. Hudo. Dobro, da si ta spot omenil, ker točno ta spot malo misli, ko imam tebe v glavi, ta ne VR spot, ampak 360-stopinski video je, ne? In na morju. Kukla, kako je pa, koliko se sam, kakor ti rečeš klient, jaz sem vedno mislil glasbenik ali kak autor, koliko se pa kaj, ja, naročnik, koliko se kaj on vtika v ta scenarij in koliko v bistvu sodeluješ z njim? Ok, najprej da razjasnim, a veš, zakaj govorim klient, zaradi tega, ker malo tudi vstopam v ta svet advertisinga in zato, ker sem se zdaj vrnila po 2-mesečnem obisku Beograda in tam pač še tako malo zdaj te besede tako menjam. Oziroma, ja, no, pač prej sem vedno isto rekla artist ali pa karkoli, ampak vse na konc dneva je pač klient, jaz pač to je pač moj kruh. Res je. Čeprav ne je kruha, ampak ne, v glavnem, lol. V bistvu, jaz pač sem ful hvaležna in lahko rečem, da imam nek, pač, mislim, to je v bistvu res nek tak blagoslov, da v bistvu mi res ful zaupajo artisti in da sem do zdaj imela vedno zelo odprte roke.
Mogoče je bilo treba kdaj kaj, mislim, jaz sem reč ful odprta, da mi tudi pošljajo neke svoje reference, neko svojo željo, neko idejo, karkoli, pač vprašam jih tudi, kaj je spodbudili za neko pesem, kaj, a veš tako, mislim, nastanek neke pesmi. Ampak načeloma je tako zelo, mislim, res so mi pač ful, pač izkazalo enormno zaupanje, pač vsi klienti, vsi artisti. Pa ni Do tako, zdaj? kot na reklamah, ko so res Ne, ono tiskovske. Ne, na reklamah itak ti dobiš nek brief od agencije, ne, pač tle pa v bistvu tako, mislim, sej ima kdo kdaj kako željo. Recimo, se pa bolj zgodi, da, ne vem, video spot Miza, Dina Merlina, pač sem morala umestiti v Porto Montenegro, ker je pač, ker je to njihov poslovni partner, kar je bil tudi ful izziv, pač zaradi tega, ker res, ko sem najprej videla te fotke na Googlu, sem bila tako, moj bog, v lifeu, pač ne bom posnela nekega Ibiza video spot, sploh za to jako pesem. Pač res grem se zala kar ubit najboljša. Ne? In potem sva se pogovarjala z DOP-jem, da v bistvu tam je pa ful dobra narava, ne? Ker pač Črna Gora ima res izjemno naravo in pol sem jaz bila tako, dajmo nekaj tako pofurat. In potem smo šli na ogled in v bistvu ugotovimo, da so oni ful ponosni na to, pač na cel v bistvu zaliv oziroma na celo to področje njihovo tam in da v bistvu lahko ful enih dobrih stvari tam, ki so še nekako vintage, pa mogoče malo bolj cinematic, pa oziroma bolj filmične uporabimo. Tako da v bistvu pol smo nekako našli tak res ful dober balance, ful dobro ravnovesje med tem, da pač ugodimo in njim in pač sebi in svojim nekim estetskim pač željem oziroma nastavkom. Tako da pač tam smo recimo posneli, a veš, v nekem nezgrajenem najbolj luksuznem hotelu ever. Pač neko sceno pa bo lahko na nekem tako pač bivšem, v bivšem pristanišču, kjer so popravljali ladje. Pa tako. Tako da ja, no, take stvari se zgodijo, pol pač moraš nekako delati s tem, kar imaš, ampak načeloma sem pa res ful hvaležna, da sem vedno dobila eno ogromno mero zaupanja, da pač lahko naredim. A to velja tudi za montažo? Za montažo? V kakšnem smislu? Se pravi, ko zmontiraš spot in to pokažeš? Ja, pač tako je, mislim, vse načeloma, da se zgodi, da pač res sploh nima, da oseba nima niti enega popravka. Včasih se pa zgodi, da pač ne vem, da je pa tako, so trije. Mislim, dejansko največ, kar je kdaj mogoče lip-sync, čeprav sem jaz tako res ful pikolovska in medva mislim, in ful mučem montažerja Lukasa Mihaljaka, ki kot te priliki pozdravljam. Jaz tudi, živo Lukas. Res ga mučim s tem, ja, zdaj ne bo še za nazaj, s temi lip-synci pa to pač tako, da to se da zgodi, da recimo pač nekdo misli, da neki, pa čeprav itak se na koncu izkaže, da je bilo vse ok. Ampak tako pač so, mislim, meni to bi so čisto legit, pač ne vem, neka bejba pač vidi, da ima, ne vem, zdi se ji, da ima pač trebuh večji na enem posnetku in pa pač to zamenjaš. Ali pa nekdo se sam, ne vem, tako v bistvu, veš, tudi to je fora. Jaz toliko grem z njimi čez vse procese, pač dejansko in veš, imaš storyboard, imaš vse, da pač si nekako predstavljajo. In pa se mi zdi, da če si ti toliko iskren v tem, kar delaš, bo pač itak tvoja vizija pač pršla ven takšna, kot si jo zastavil. Mislim, thank God. Dobro, to je super slišati. In to so zdaj te huge artisti, kaj pa te ta mali indie bendi, recimo pri tebi, Matevž, Koala Voice, pa Murphy, kaj komplicirajo? Ali te pustijo pri miru? Načeloma ali pa v bistvu skupaj ustvarjate skozi? Mislim, spet je tako, fulijo od primera do primera. Mislim, pri meni je tako, da se z vsemi glasbeniki in skupinami pač ful hitro spoprijateljimo in je ful tak sproščena komunikacija vse skozi. Včasih tudi v času, ko se montira videospot, včasih pošiljam tudi neke umestne verzije montaže, ker mi je cool tudi nek ta sprotni feedback dobivati od njih, da te ne preseneti potem na koncu. Ampak načeloma mislim, da tako, da res niso ful zahtevni v temu. Je pa bilo, recimo, to so bili pa tudi primeri, ko so imeli ful popravkov oziroma ko so bili bolj kompleksni projekti, kot je bil ta SBO videospot Ljubljana in Berlin, ko je pa pač bil res tak montažno precej zahteven, v smislu tako ful enih različnih referenc in potem
bi bil kar challenge, kako to zbuildati, kako neko strukturo tukaj narediti in smo v tem primeru imeli tako zelo, zelo dolge in globoke debate z bendom. Na srečo, ker si potem, mislim, da smo eno boljših verzij uspeli ven spraviti. Ne vem, pa ko pa delam recimo z Nikotom Novakom, z njim pa delamo tudi filme skupaj in potem on ima ful tudi recimo želja pa komentarjev pri montaži, ampak načeloma mi je to vse dobro došlo v bistvu. Kukla, kako izgleda scenarij, če sploh, mislim, ja, za film vemo, kako izgleda scenarij. A ima spot nek scenarij ali to bo scenosled, storyboard? Pač jaz zdaj, mislim, jaz sem začela tako, da sem delala v formi scenarija in potem še naredila pač moodboard, ki sledi. Ampak enkrat, ko sem pač pičala za enega res huge artista, nekega pač tujega, sam se pol projekt sam ni realiziral. Takrat sem pač delala z neko produkcijo, ko sem pač videla, da you have to step up your game na tem področju. Tako da v bistvu je nekako, ne vem pa, če si videl, da je v formi nekega pač treatmenta, bolj v smislu, bolj podoben treatmentu za reklame. Se pravi, da pač je opisana scena, ponavadi je v ležeč format, lahko je tudi valjda pač na tale, to vodoraven, to na vpič. V glavnem, no, in pa pač tako, ne vem, veš, moj moodboard je tako zelo ne moodboard, ampak treatment je tako nekako zelo vizualno bogat. Se pravi, da pač opisana je scena, liriksi, timing, referenčne fotke, pač ali iz filmov, ali iz arta, ali iz kjerkoli. Ali so nekaj, ki sem jaz neke lokacije, ki je pofotkala kdaj. Mislim, to je tudi, res je vsak projekt je tok samo svoj in vsak proces je res zelo drugačen. In pač v bistvu ko povem celo zgodbo, kako si bo vse sledil, pol imam pač tudi dejansko tako, naredim smernice, se pravi moodboarde za scenografijo, za kostumografijo, za make-up, za vse. In na koncu še nekaj pač tako reference video, da se lahko neke stvari predstavljajo, v smislu, ne vem, camera movement bi bil podoben, kakor tle v tem modelu, od te pa te sekunde, karkoli. V bistvu pač in to je ta nek first step, pa greš v bistvu šele, mislim, pa imaš valjda ta location scouting, vse te stvari, pa imaš pa v bistvu storyboard, ne, ali pa photoboard, karkoli od tega. Pač sama ena zelo privlačna stvar. Recimo ko si govorila za Merlina, ta lokacija, ne, pa še to ste snemali v tujini, ne, a si lahko prej šla na to lokacijo, pa vse živo pripravila, kakor bi za film, ali pač prideš tja in začneš po moodboardu malo improvizirati? Ne, pridem tja in rečem, to je pa lepo, kaj pa če bi tle plesali oni lepo našpricani. No. Tukaj bosta dva malo hodila. Ne, pač veš, sejlej, po drugi strani, ne vem, pa naredim spot zase Baby Blue, ko pač vem točno, kaj pač bi, ampak dejansko sem odprta tok, da greva z DOP-jem, pa še pač, ne vem, tle bi tudi recimo Rodi zraven, pač Peter, Rodi, pa jaz gremo in pač dejansko tudi malo džamemo in neke stvari, pač se vem, kje bom kje umestila, ampak neke noge se najde, why not, imaš to izkoristiti. Tudi to pride do teh momentov, tudi na zelo izplaniranih snemanjih, ampak pač te videospoti so pač res ful pripravljeni vnaprej, pač isto kot film, no. Isto, zapravo, imaš location scout, mislim, je zelo detajlen location scout, pač selekcijo pa vseh teh lokacij, pripravo, mislim, to so pač, jaz dobesedno, ko delam spot, jaz pač umrem za un mesec, jaz se sam s tem ukvarjam, od pač 8 zjutraj do 11 zvečer, pa grem spat in pač naslednji dan spet isto. Tako da sem z vsemi na vezi, in scenografi in s kostumografi, mislim tako. Prej sem še delala to, da sem šla in pogledati materijale, pa se v bistvu še vedno grem kdaj. Pač za scenografijo, za kostumografijo, no, pač ni da ni. Na vseh kostumskih sem prisotna, na vseh pač make-up testih, mislim tako, vajah koreografskih, pač to je čist, pač res je celosten, če hočeš ti narediti res tako, da peleš vizijo od začetka do konca, pač celostno moraš biti v tem procesu in je pač isto kot film. Lahko imaš pač dejansko tudi audicijo za igralce, sem pač res ponavadi, recimo, da vem nekako, koga bi kje vključila. Kdo je izbral one plesalce? To pa je v bistvu, to bo jih predlagala Helena Janjuševič, ki je koreografinja tega spota. Aha, ok. Super
oseba in profesionalka in pač res wow. Tako da v bistvu ona je pač, evo tudi to, ne, ona je pač vse poslala naprej, vse mere fantov, pač tako. Wow, super. Ja, res je tak čist pač celosten proces. Zato tako sprašujem, zato ker veliko sem poslušal o teh zgodbah, ki pač pridejo na set in si tam zmišljujejo in improvizirajo, kako bojo posneli, pa kako bojo kaj naredili. To so te horror zgodbe v bistvu. Ja, to so v bistvu, ampak le se nekim ljudem pa pač ratejo. Ampak meni enkrat en fulaber rekel, tako, jaz ko mi čakam, da boš ti prišla na ta nivo, da boš res lahko improvizirala. In jaz sem tako rekla, sorry, kaj pač dobesedno skozi improviziramo od začetka, pač iz nule narediš nekaj, da zgleda, da so vsi tako, ona pa zdaj ful služi, a ne? Ona je pa zdaj ful bogata, le kakšne spote dela. Pa sem tako, ne, ampak fake it till you make it, ali kaj? No, v glavnem, ampak je pač rekel, ne, jaz mislim to improvizacijo, da boš ti pač imela vse omogočeno, kar želiš in vse pripravljeno, ampak ko boš prišla na set, da bo tudi dejansko ta prostor za manevriranje, ker ni samo, ok, gremo polubiti to, kar smo si zastavili, ampak, kaj pa če tle probamo še nekaj, kaj pa če tukaj. A veš, da imaš dejansko to neko, to si še ne predstavljam, to neko obdobje, da res priješ na set in rečeš, kaj pa mi lahko danes skupaj naredimo. Ampak to verjetno, ko si star 70, ali kaj. Ja. To so res te čarobni trenutki, ne, ko ti rata na setu z improvizacijo, ko se ene stvari zgodijo. Sploh, če si recimo dovolj pripravljen in potem nekaj, kar sploh ne moreš napovedati. Se mi zdi, je to taka mala čarovnija. Ampak to se mi zdi ful pomembno, kar si rekel, moraš biti dobro pripravljen. Pač jaz mislim, drugače pač, če nisi dobro pripravljen, si v tem survival mode. In se tudi tle lahko rade čisto hude stvari, tako odvisen tudi od pač skillsov, talente in vseh teh scen, ampak če si pa res dobro pripravljen in da si že dobil to, pa lahko še nadgradiš to je pa pač res ono, mislim, da za tem vsi nekako stremimo, no. Pač za nadgrajevanje. Ti, koliko tudi delaš z budžeti te spote, zdaj vsaj te ta velika, ne, pa si lahko malo tudi privoščite kaj. Ampak Matevž, kako je pri vas? Recimo, jaz verjamem, da eni Murphy ali pa Smrt Boga in otrok, nekako to gre vse iz žepa. Sej o tem bi še imam še kakšno vprašanje, ampak zaenkrat koliko si lahko vi privoščite te predprodukcije, ker delate bolj tako, si predvidevamo, ne, kot hobi. Če vas ohnem od tega piva spil, ker imam še eno, ampak sem hotel ta dramatični moment izkoristiti. Pač valjda, tle full improvizacije. Mislim, lahko čisto direktno povem, da so tle budžeti v mojih primerih pač nekje med 1,5 in 3 ure, ker praktično zero budget zares, in pol vse temelji na tem, da res delaš s folkom, ki so ti cool, ki ti zaupajo, ki ste frendi, pač in da v tem uživaš in probaš pač največ narediti v danih pogojih, kar je tudi čar tega, ne, se pravi, da te omejitve spodbujajo neko kreativo v resnici. Je pa valjda potem to, mislim, vpliva na vse, ne, se pravi, mi pristopamo k temu, kot da gremo delati pač neko proper produkcijo, gremo na location scout, gremo, ne vem, tudi opremo, pač naredimo seznam, verjetno ponavadi si sposodimo na dobre oči, ali kako bi temu rekli, oziroma je tako v ekipe pač sploh ni plačane v resnici, potem pa so neki sektori, ko so pač, kjer pač to ne, mislim, kjer je teže, ne, ker se pravi pri spotih, mislim, da ima kredit režiser, DOP, producent, potem pa pridejo neki sektori, ko so manj opazni in tle ponavadi ustrajam, da so pač vsaj simbolično, oziroma koliko gre honorirani. Je pa to valjda, mislim, se ne vem, se verjetno tudi Kukla poznata Instagram page, director content, ko je full mimov na račun budžetov v videospotih, ki so tako full drugačni dan danes, kot so bili, ne vem, 15-20 let nazaj, recimo, tudi v Sloveniji, ko si folk, ne vem, stanovanje lahko kupil z snemanjem videospotov. Danes se mi zdi, da je to bolj nek tak passion project, ampak, ne vem, pristopamo k vsakemu projektu, pač, kot da bi, mislim,
kot k nekemu kratkemu filmu in z vso resnostjo, tako da sem ful hvaležen, da tle folk še vedno pripravljen na ta način delati in pač praktično na zaupanje pristopa k temu. Ne vem, nekaj sem hotel še povedati, ampak mi je zdaj ušlo. Jaz mogoče v zadnjem času delam pač neki bolj high budget spote, pa če sem začela dobesedno iz nule, pač started from the bottom, now we're here, pa tudi ta here, ne vem točno, kje je, da malo tako sprašujem. In sem samo hotel reči, da pač denar te nikoli ne omejuje od tega, da pač boš ti, mislim, kako ti pristopiš k stvari. Pač dejansko, jaz sem v bistvu, mislim, da tudi zato so ta naši spoti izgledali tako, pa pač lahko povem, da je mogoče neki izmed najbolj gledanih so low budget spoti. Narejeni z low budget honorarjem, budžetom. Low budget budžetom, lol. No, z nizkim budžetom. Okay. Tako da v bistvu pač nek ta tvoj odnos se pač mora pokazati, če imaš pač, če si se ti odločil, da boš delal en spot, če si pač pristal na bilo kakršen honorar, pač moraš imeti tisti odnos, če delaš spot za jurja ali pač če delaš spot za 1 milijon evrov. In to je to. Ne, mislim, res je čar v tem, da probaš pač s kakršenkoli budžetom že, tako kot je Kukla rekla, pač pristopiti z vso resnostjo. In vedno isto, tukaj probam pač najti neko ravnovesje, se pravi, da pristopimo k projektu ful ambiciozno in probamo res narediti, da to zgleda pač, ne vem, 10-krat dražje v resnici. In zdaj recimo zaključujemo montažo spota za Murphy, ker smo imeli tudi, ne vem, helikopter notri, imeli smo lokacije v bistvu od Gorenjske, Ljubljane, Obale v 3 snemalnih dneh pač. In se mi zdi, da pol z nekimi izkušnjami veš, kaj bo delovalo dobro na kameri in bo to izgledalo pač mogoče ful bolj učinkovito, kot zgleda recimo, ko to snemaš. In mislim, da tako z izkušnjami in z vsem, da pač se neke stvari da res narediti z zelo nizkimi budžeti. In to je tudi ta nek čar tega. No. Absolutno. Jaz verjamem, da si Kukla ti ta meter meduze. To je verjetno, to je low budget spot, ne? Ja, zelo no, low budget. Sej. No budget, ja. Ampak je tako en najboljših pač slovenskih spotov, ne? Hvala. Ali pa tako, spotov, tudi mogoče pretiravam, če rečem nasploh. Mogoče pretiravaš, ne? ampak upam pa reči, da je to en spot, ki je naredil to glasbeno skupino, te fante. Upam to reči. In tudi upam reči, da je ta spot tudi nekako zagnal to spotovsko sceno, novi val te scene v Sloveniji, tako da vsaka čas za to. Lahko dodam samo to, da mislim, da se zgodovina slovenskega spota sploh v zadnjih 10 letih gleda pred meduzami pa po meduzah nekako. A to ti rečeš, ali to se govori? Isto velikokrat rečem. Veš kaj, je le filmski kritik, občasno tudi režira, dela kinotečnik in kaj še? Ful stvari, vidiš, da ve. Ampak dva to misliva, pa se nisva prej zmenila to, ne? No, mislim, da to ni za lase privlečeno. No. Tako. Hvala. Ja, mislim, definitivno se mi zdi, da je bila, a veš, da je v bistvu na neki točki, ne vem točno kdaj, ampak tako umrla mal videospotovska scena pri nas. Zato se tudi več ne da kupiti flatov od spotov. Tako se mi zdi, ja, ne res, tako se mi zdi, da pač, da nismo Slovenci tudi tako hitro obvladali YouTubea, a veš, teh nekih novih streaming servisov, pač, ker v bistvu se je spot, je pač sam tako preselil se iz enega kanala, ne, preselil se iz TV-ja na internet. Ne vem, zakaj sem zašla v to temo. Verjetno mi sam ful neprijetno v komplimentu. Because contrary to the popular belief, I think I'm shit. Ne, zabavam se. Ne. No, zdaj se sprijazni s temi komplimenti, malo to uživi, malo to pust, ne se tam zafta. Jaz bom pa te že vmes še vprašal, za montažo, recimo, to me tudi zanima. Nekako, ok, sej film tudi lahko premontiraš, da je čisto drugačen kot scenarij, ampak
pri spotu dobesedno lahko skoraj kjerkoli, kadar daš kamorkoli in ok, vse vem, veste, kaj mislim, ampak kako pristopiti k montaži, ker je dobesedno čist vse možno. Veš, kaj je res dobro vprašanje, ker še dan danes nimam zares odgovora na to. Mislim, tako dejansko, ja, pri enih projektih točno veš, recimo, sosledje prizorov, sosledje kadrov. V drugih primerih pa ti absolutno ni jasno in pol je res ta floskula, da film nastane trikrat, se pravi, ko napišeš scenarij za osnovo, ko ga posnameš in na koncu še v montaži. In z Lukasom smo se, mislim, da danes ali v petek pogovarjali o tem, kako lahko je res nešteto pač variacij in lahko, da bo nešteto takih, ki bi funkcionirale dejansko. Ker pri spotu zlahka zapadeš spet v to, veš, da nikoli ne končaš zares, pa bi vedno montiral, pa pač bi še kaj prilagajal, obračal. In še dobro, da so tukaj pol neki deadline, ker recimo bendi si zelo dostikrat pač pristopijo, pa reče, mi bi imeli spot čez en mesec ali pa jutri, recimo. Kar pomeni, mislim, da vsaj ta nek deadline recimo ti zakoliči neke okvire, znotraj katerih moraš pač zaključiti. Če ne si predstavljati, da bi bilo to ful težje v resnici. Je pa pač valjda spet od spota do spota odvisno. Nekje imaš neko sosledje nekih prizorov, nekih, se pravi, nek development, kakorkoli že pač neke narative ali pa tega koncepta. Ampak potem je pa spet ful teh nekih fines, nekih flavor shotov, nekih malih poudarkov, s katerimi pa greš lahko pol res tako v neskončnost. Mislim, da tudi, da se Kukla strinjaš s tem. Mislim, strinjam. Zdaj sem v bistvu tako, nisem kaj reči, pa ti predajam žogico. Strinjaš, ono. Ne veš, kaj sem izjel, Lukas, da imaš en tak predsodek oziroma nek tak strah, kakor da je zdaj videospot fulena drugačna forma. Pač ni, dejansko, kakor je eksperimentalen film, je tudi lahko eksperimentalen videospot in kakor je narativen film, je tudi narativen videospot in to je pač, mislim, ki ima lahko klasično narativo ali pa pač paralelno. A veš, tako. In v bistvu, da je v bistvu čisto enako. Pač videospot je kratek film, če mene vprašaš. Ja. Absolutno. A veš, tako da pač dejansko je zelo podoben. Je res, da pač včasih, ne vem, lahko sam daš neke vizualne slike skupaj, pa bojo pač one tvorile med sabo neko misel ali pa pač neko logiko, neko premiso, neko režijo, dramaturgijo, karkoli. Mislim, lahko vodiš med temi slikami. Pač lahko pa dejansko se lotiš nečesa, kar bo tako, ja, zelo filmsko, klasično, narativno, karkoli. Tako da v bistvu, pač jaz mislim, da je ful dobro, da se je res odvisen, pač če delaš nek film, mislim, spot, pač tako mislim, da se dobro prej odločiti, no, ga boš delal v montaži ali ga boš pač dejansko že prej predvidel, premislil, predvizualiziral. Ampak pa itek, pa točno to, v montaži ti je pa pač palo vse odprto in tle gre valjda pride vedno do odstopanj. Zato, ker pač ja, lahko vidiš, da ok, mogoče pa prej nečesa nisem slišal v komadu, ali pa kaj se tudi velikrat zgodi. Naprimer, rečeš, prosiš artista, prosim, do snemanja pač final komada. V smislu, ok, lahko bi pol neki še master delati ali pa mix, ampak ti pol dobiš recimo v color komad, kjer je pač dodan nek back vokal in si tako... Čakaj, prosim? A veš, čisto zato, ker pa ti to lahko v bistvu ful vpliva na montažo in bi bilo ful dobro, da bi prej to imel, ne? Tako da, pa se ti zgodi, da pač v montažu dobiš čisto drugačen komad in si tako, ok, let's do this, gremo, zdaj nekaj to. Ali pa recimo, meni se je enkrat zgodilo na enem snemanju, ampak po Doomspot zdaj nisem podpisala, zdaj pa vi ugibite, kjer je. Ful časa nazaj že. No, da so mi pač na snemanje prinesli komad, ne, sploh mi niso. Da mi niso povedali so mi na snemanju, da obstaja nova verzija, ampak jaz sem pač šele na pol snemanja, ker smo mi pol lip-synca že posneli, zvedela, da je nova verzija 2 BPM-a hitrejša. Kar je kar zakomplicirano, ne. Smo pa nekako to rešili, sam pač tako, je bil ena taka, ena presenečenca.
Se pa pač to itek se naučiš, pa pač veš, da naslednjič zahtevaš to prej in tako, ampak ja, pač vedno te lahko pa nekaj preseneti. Pa tudi v bistvu, če je komad boljši, pa kaj se vam je tle zadelati pametno? Vsi hočemo samo, da je izdelek res iskren in dober. In to je to. Samo je pa res ful pomembno, da dobiš končno verzijo komada vsaj ne 2 dni pred gradom, recimo, ker meni se tudi to že parkrat zgodilo in dejansko včasih te kar tako pač malo vrže na rit, ali kako bi temu rekel, ko pol vidiš, da je ful enih pač nekih novih elementov v komadu in če bi prej vedel za to, bi potem malo drugače, mogoče že pač k samim kadrom pristopil ali pa vsaj pri montaži to upošteval. Tako da je to res ena stvar, ki lahko malo spremeni stvari. Bi pa še, ko smo že v montaži govorili, se mi zdi res bistven ta moment, ko kar enkrat je ta sinergija med sliko in zvokom v bistvu. In to je nekaj, kar lahko naprej predvidiš, včasih pa se mi zdi, da je lahko tudi to problem, ko probaš neke malo bolj narativne prizore delati, pa potem sem se naučil tega, da pri spotih se izogibam te neke logičnega sosledja, ker včasih daš neke kadre notri, ki služijo samo razvoju zgodbe, mogoče pa niso toliko ne delujejo tako dobro z samim komadom. In se probam pač nekako vedno bolj razvijati ta čut, da v bistvu, da je cel čas zlepljeno slika in glasba in da to pač nekako kao zaigra. Bi pa samo dodal, ko je prej Kukla omenila, ja, da je spot kot kratki film. V bistvu vse to, kar govorimo za kratki film v primerjavi s Silovečerci, da omogoča ful ene svobode, ful enega poigravanja. V tem smislu videospot res to, v bistvu, kar je kratki film za Celovečerce, je videospot za kratki film oziroma je kratki film. Jaz sem danes prvič v življenju pomislil, pa povejte, če se strinjate. Se mislim, da je res. Videospot je AV delo z največ ogledov na svetu. Ja. Jaz mislim, da je videospot pač, kakor je bil forma tistega trenutka zlate dobe MTV-ja, ko sem bila smehna, pa sem odraščala praktično s tem, da v bistvu spet pač videospot je zame vsaj osebno pač forma tega časa zdaj. Zato, ker je lih to pač na spletnih platformah je dosegljiv je na klik, pa ponavadi traja tam v povprečju 3 do 4 minute, pač pa da imaš daljše in krajše pise, ampak ja, nekaj, kar tako zdrži, pač tako pozornost gledalca ali nekaj tam zdrži, max. Pa pač lahko, ja veš, vedno ti je dosegljiv, pač lahko ga vedno pogledaš, kadar ti hočeš, ti ga lahko ustaviš, ti ga lahko prevrtiš nazaj. Pač kot gledalca, ne. Tako da ja, pač v bistvu ja, se je ful zanimivo, ko greš gledat, ne vem, meni se včasih zgodi, ker jaz sploh ne razumem teh vseh nekih milijonov ogledov, meni to čist neki, tako jaz sploh ne razumem tega. Še ko se je ta 1. milijon zgodil, to je tako moja mama spremljala, pa mi je pa rekla za mišice, pa sem bila tako, kaj pa to bo? Ok, karkoli, tako, ja, dobro. A veš, in pa kar tako vsak teden je kar ful neka eksponentna cifra, se tako, čakaj, sploh nič ne razumem, tako nič ne, na eni točki sam nič več ne razumeš. Pa tako gledam neke druge spote, pa neke tako Bad Bunny, ali pa neke tako Willy William, a veš neke te ljudi, Ariana Grande, whatever, in pa vidiš ta B tam, oziroma pač tok nul, da je pač bilijon, milijarda. Tako, pač pustimo, vse to so tudi tak playliste, ki si folk tako pušča, pa veš, tudi recimo včasih, ne vem, folk streama komade, ali pa kaj, ampak vsaj enkrat ga je pač pogledala, mislim, tako ful velika množica ljudi in si tako, kaj? Noro. Ja, ko sem glih par dni nazaj čistko na random šel pogledati ta Billie Eilish Bad Boy. Bad Boy? Bad Guy. In to je dost nov komad v resnici. To je iz 2019, če se ne motim. In ima čez milijardo view. pa še takrat, ko je tist korejc Gangnam Style. Ja, ko je bil prvi, ki je dobil milijardo po ne vem kolkem času, ne. Zdaj pa sam z lahkoto spoti sam po milijardam. To se mi zdi čist noro in dvomim, da so kjerkoli film v življenju pogledali
milijarda ljudi. Mislim, saj tudi tega niso milijarde Mogoče v ljudi, Sloveniji ampak- Home Alone, veš, kaj je to v vsakih teh novoletnih praznikih 600-krat na televiziji. Kakor si rekla, ja, imajo playliste, pa to pa se malo večkrat, ampak vseeno milijarda je res velika cifra. No, pa si mi odgovorila na vprašanje, ker me zanima, kakšne imaš čustva do teh cifer. a ne? Ja, mislim, tako veš, pač zanimivo je kot artist, kot glasbeni artist, ki imam tako največ ogledov na videospotu, mislim, da 30,000 na enem, a veš, na enem imam lahko 6,000, pač tako nič, a ne? Mislim, ni nič, pač v bistvu se jaz delam neko zelo, recimo temu, butično muziko. Ampak, a veš, tako, pač res nič. Pa pač narediš nek spot, pa ga pač vidi taka masa ljudi, pa si sem tako, kaj? To obstaja? No, ok. Ampak pa imaš pa že te fore, pa si pa tako, tle ni dosti milijonov. Moraš še milijonov biti. Zakaj vidiš, te ni to me dosti zanima. milijonov? Postaneš, v bistvu, postane ti to kot neka droga. In pa hočeš še in še Ena in nula, še. še ena nula, še ena nula. Ne, v bistvu Si sem, enkrat veš, videl spotovska milijonarka. vsaj tle, če že ne tako. Ne, ampak je pa tako, recimo, pa to je pa lahko ful velik pritisk, pa ti pa nekdo reče, ti mi boš naredila spot, ko bo dobil 50 milijonov ogledov, pa sem tako, Ojoj, ok. ok, kje se lahko dramo vzamno takoj, pač, veš, tega ne more noben obljubiti, ker to tudi ful je nepredvidljivo, ti nikoli ne veš zares, kaj bo, pač. To je kot ti agencija reče, da gremo narediti viralce. No, to, razen pač vemo sam tako, edini ljudje, ki imajo garancijo, da bo pač bilo bolano veliko gledov, mislim, edina dva človeka sta Džala in Buba. Meni se zdi, da lahko karkoli naredite, pa bo sem tako bum. Ja, te ogledi so, mislim, ne ogledi, ampak tudi lajki, tako, vsaj z moje strani so kot kar neka igra. Jaz sem se gamifajal to in je tako, to je bolj high score, kot kar high score Jaz sem oseba, ja, I guess je tako lahko, ker je tako abstraktno, lahko sem tako gledaš. A veš, to isto, kot ne vem, pač jaz sem enkrat šla sem pač pogledat v živo Grand Canyon, ne? In to je tako ogromno, da pač to tako sploh ti ne more, meni možgani niso mogli sprocesirati toliko vizualnih informacij naenkrat. In pa se mi zdi, da pač ja, lahko si sam nekaj abstrahiraš, dejansko neke delčke si zapomniš in pač tako si lahko tudi narediš neko abstraktno igro iz teh cifer. Pa sploh, ker sem jaz človek, ki mi pač nikoli niso bile zares cifre pomembne, ne? Nažalost. Če bi mi bile pomembne, bi zdaj imela drugačen majk, a veš. Ampak ja, no, sam je pa vse, je pa full impressive, v bistvu pa once it hits you, si pa sem tako, ok. Wow, hodo. A smem vprašati, ker sem že poslušal malo o tem tako v tujini, ampak se ni nujno, da je to tukaj isto, ampak tako, ko delaš spote, kako se kaj zmeniš glede teh stvari, ker s takšnimi ciframi le lahko neki zasluži video, a ne? A se to kaj zmeniš okrog tega, kakšni so te posli tukaj, ali ni nič, naredimo spot, tukaj imaš plačo in čao. Ne, v bistvu, lih to, kar je pač rekel prej Matevž, glede tega director content Instagrama, ne, pač je to ten Instagram, ki mislim, da je We Direct Music Videos, ki je v bistvu ena iniciativa, ki so jo tako začeli v bistvu režiserji iz LA, pa se je potem tako razširila po celem svetu, ker v bistvu se je res da enkrat, ki sedi in da Top Game, se pravi Cardi B, pač je popularno, da imamo imena Bad Bunny, bla, 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 J Balvin, pač takrat ti res ful dobro služiš, ampak v bistvu tudi on stran lužen ni tako idealno vedno, ne, tudi oni pač povejo, v bistvu se dosti pritožujejo, dobro, pač imajo tudi malo višji standard, pa pač imajo malo višja tudi pričakovanja, pa to, ampak ni toliko vse tako rožnato in v bistvu nekako je pač se. Zdaj, jaz ne vem, kako je zdaj, res nisem še delala tako na zahodu, pa tako zdaj, da bi res vedela, kako je glede teh nekih pač pravic, pa to, ali pa kako se kaj zmeniš, sam načeloma je tako, pač tvoja stvar se konča takrat, ko gre stvar na YouTube, ne? Ti pač dobiš ta honorar. Na tebe, da se čim bolj zmeniš za to, čim bolj realistično. Pač, ker ponavadi smo malo preveč deluženi glede tega, ampak v smislu, da smo deluženi, da pač se za premalo zmenimo.
v glavnem, pač to je nekako to. Mislim, pol, v bistvu, ja, to gre pol ponavadi artistu ali pa labelu, kar je to gledal. Razen Relja. Relja iz Srbije, ta pevc, on da vse nazaj v spote. Cute, lepo. Ampak nisem še delala z njim, tako da. Ne še. Ne še. Matevž, ti, ko si ta mojster za festivale in tudi sodeluješ pri festivalih, kako je s spoti in festivali, oziroma ja, spoti živijo na YouTubu bolj, ko ne, in jih tam tudi gledajo ljudje, ampak obstaja kaj v tej smeri, mogoče kakšne nagrade ali pa neka, mislim, kakor pri filmih. Ja, v bistvu se je ta uveljavljanje videospota na festivalih v primerjavi, ne vem, z 10 let nazaj zdaj situacija precej spremenila in imajo tako tudi te najbolj prepoznavni festivali kratkega filma, kot je, ne vem, Oberhausen, Vienna Shorts, so vsi upeljali v zadnjih letih kategorijo videospota in se na ta način pač to formo pač ful kukla. A je bo fake tudi? Zanimivo vprašanje. Namreč v Sloveniji obstaja Tresk festival, ki je lani, mislim, da prvič uvedel tudi kategorijo za natečaj za najboljši videospot. In, ne, predlani pa nikoli me niso sprejeli niti enega spota. Hvala, Tresk. Jaz sem pa zmagal lani. Hvala, Tresk. Bravo, Matevž. Wow, ker je zbor. En zmagal, en sploh ne sprejet. Apeliramo na Tresk festival, naj se izjasni na to temo. Neč ne apeliramo. Ne, pri Feku pa je tako, da res že dolgo časa se to preuprašuje, v bistvu je smiselno upeljati še kategorijo videospota. Včasih smo ga tudi uvrščali kar v tekmovalne programe kratkega filma, kar tudi Kukla lahko z gotovostjo potrdi, ker smo... Ja, lahko potrdim, ker sem imela en spot, ki ga niso do konca zloadali in pa je bil samo do pol predvajan. Jajks. A boš to zbrisal ven iz tega podcasta? Absolutno ne. No, to so tehnične težave. Mislim, smo ga pol dejansko nisem nas zamerila, meni je bilo čisto zabavno. Ampak tako, pač kul mi je tudi to, da pač recimo Tresk prevzame to štafeto, ker jaz kot nekdo, ki organizira FEK in ki posname par videospotov na leto, raje vidim potem, da imam vsaj eno platformo, kjer nisem vpleten. Kaj ne možeš na svoj festival svojih spotov, ne? Je to sicer žalostno, pa resnično. Pa tudi mislim, da ima Tresk celo to platformo, se pravi od teoretskega zaledja do glasbenega založništva do potem povabljene filmske kritike in dejansko tuje selektorje iz takih festivalov, ki so potem v žirijah in to pokrivajo. Vem pa, da smo imeli tudi v regiji pač fuldori festivali, ki so bili so bili namenjeni samo videospotom. Meni je bil Split Spot Festival, ki je nažalost zdaj malo poniknil. Dogajal se je, kot lahko uganete, v Splitu. Tako da vsaj na področju festivalov je to nek... Pa Berlin Music Awards, to je recimo pač Music Video Awards. To je en tak tudi ful večji. Ampak moraš plačati. Veš koliko? Ja, mislim, da je tako last minute bila varianta 30 € na spot, oziroma na kategorijo, za katero nominiraš spot. Se pravi, da če spot hočeš nominirati za režijo, fotografijo in montažo, plačaš 90 €. Early Bird je pa tako nekih, ne vem, 15 ali nekaj takega. Pa tako je valjda, da lahko že letos že apply. Oni so komi zdaj announcali vse nominirance, pa so že kao uvedeli, da lahko apliciraš za naslednje leto, pač Nemci. Si še kaj hotel povedati, Matevž, ali je to? Pa ne vem, ne spomnim se samo, da je v bistvu s tem trendom začel FSF, ko so bile Meduze dejansko v tekmovalnem programu kratkih filmov. Ne? Vidiš. Tako da, se pravi Zveza filmskih snemalcev, ki podeljuje nagrade Iris, je tudi letos uvedla kategorijo, se pravi za najboljšo fotografijo v videospotu.
Hudo. In mislim, da so že znani 3 finalisti. In med nami je tudi en spot, za katerega sem jaz prispeval svojo skromno režijo. Kar povej. Ja, Koala Voice Vertigo, Bravo Rock na Gode. Mislim pa, da je nominiran še Juž Premrov z videospotom za Better in Jan Mozetič iz Nove Gorice, ne spomnim se pa naslova komada. Ampak je tudi to dobro spodbuda pa pokazatelj, da se spot vedno bolj resno jemlje kot neko umetniško, kot dovršeno umetniško delo, kar vsekakor pozdravljam. Kukla, kdo tebi snema spote? Meni snema spote. Jaz sem v bistvu ful časa, začela sem s Sašotom Štihom, pa sem delala ful časa s Petrom Perunovičem, trenutno pa največ sodelujem z Lazarjem Bogdanovičem. Sorry, veš, kaj sem jaz zagotovila, da jaz zdaj gledam kot tipičen filmmaker, sem po mojem prvič v lifeu šilter to gor. In jaz moram da to dati dol, zato ker tako, če bo kdo to gledal, pač moram da dati dol. Ampak ti podpiram, to je smetnjak, idemo. Okay. Pa bi bilo dobro, da bi si dali Bini head gor, ki pa tudi zelo tipično za režiserje. To bi bilo prvič v lifeu. To je drugače audio podcast, ne ve, da se vidi. A mi se sam gledamo, da se pogovarjamo? Mi se pa vidimo, ja, žal. Mislim, žal. That stays on! Tako. Rdeča šildka, pa to me spomne na ne samo Trumpa, ampak na še enega režiserja v Sloveniji. Spielberga. Tako, Spielberg, slovenski režiser. Ki ga ob tej priložnosti lepo pozdravljamo. Tako, res je. Iskreno. Jaz nisem v najavi tega povedal in mi je zelo bed, ampak tudi malo namerno. Ti si seveda velika zmagovalka s kratkim filmom Sestre. Lej, nehi. To je velik dosežek. Velikanski dosežek. V bistvu največji. Največji v svetu kratkega filma. Oscar za kratki film. Oscar ali Cannes? Recimo Cannes. Ali oboje. Ja. Oscar še ni, ne? Tako, ja, počakamo. Jaz filma še nisem gledal, ker pač ni bilo možno, čeprav ti priznam, da sem probal prek kanalov priti do stopa, ampak mi niso ljudje probali. No, vidiš. Ja, slišal pa sem, da je tako malo spotovskih elementov not in je velika pozornost tudi bila namenjena zvoku, kar mi je čisto noro, ker skozi to pogrešam pri naših filmih. Se pravi, malo spoti pa filma, ne? Ti si, ne vem sploh točno, kako zastaviti to vprašanje, ampak ali te neke izkušnje iz spotov, seveda, da lahko to nekako uporabiš pri filmu in kontra, kakšne so razlike, a imaš kaj v glavi tako neke razlike, ko delaš spot pa film, ali ti je to isto, sam pač priprave so drugačne. Pa tudi v tem filmu Sestre vidim, da si tudi zmešala malo ta dva formata. Če se ne motim, nisem ga gledal, tako da samo slišal. To je seveda bilo namerno, ker si odlično ustvarjalka spotov, očitno tudi filmov in to se zdaj zmešala, tako da mogoče, če poveš kaj o tem workflowu. Ja, v bistvu je fora o tem, ker jaz tega ne vidim kot dve ločeni stvari. Jaz tudi pač glasbo pa film ne vidim spet tako ločeno, kot večina misli, da bi morali videti. Tako da v bistvu pač zame to res mislim, a veš, to je tako, kot da bi rekel, imaš moko, lahko pa narediš pač kajzerce, lahko narediš krekerje, lahko narediš kruh, lahko narediš bešamel, omako, ki je še nikoli lepo drugače nisem delala, ampak štekaš, imaš neko zmes, pa pač ti greš lahko v fulanih tudi pač oblik, stan, karkoli. In v bistvu pač mene, tako če me kaj zanima pri filmu, je to definitivno. Ali pa recimo, ko se pogovarjamo o formi, sami me ful zanima v bistvu ta hibrid med videospotom in filmom. In v bistvu tudi tako, jaz mislim, da sploh ne rabi biti, da res ta neka ločnica, pač trenutno obstaja, pa v bistvu bo še nekaj časa verjetno. Ampak pač jaz lahko to kažem tako, ko pač vidim to v glavi ali pa pač čutim.
v celem telesu, da pač mora prijeti ven. In v bistvu pač pri meni je glasba, recimo v Sestrah, nisem za neko atmosfersko prikazovanje neke scene, ampak je tudi po drugi strani so eni glasbeni vložki, ki so dejansko nek komentar, ki dejansko delujejo kot mogoče še en dodaten lik ali pa nek dodaten dialog. Ali pa pač ne vem, en izmed elementov. Ne. Tako da v bistvu, in res smo, ja, ful smo delali na zvoku, tudi pač zaradi tega, ker imajo tudi same sestre neko posebnost, glede dojemanja zvoka. In v bistvu pa tudi pač, ker je to neka čisto moja osebna stvar, pač jaz sem zelo, mislim, zelo velik, imam zelo kar izražen pač ta zvočni del pri sebi. Tako da ja, ne vem, a sem odgovorila na vprašanje. Ja. A si gledala slučajno film Emma? Ja, obožujem film Emma. No vidiš, se mi je zdel, ker tam sem nekako videl ta hibrid. Ja, tam je recimo ta hibrid, plus še ta hibrid tega nekega plesnega filma, kar je pač super stvar. Ampak recimo, kar je pač mene pri Emi, spet, veš, jaz sem to doživela, to je bila samo neka forma, ki je zelo dobro podprla vsebino. Iz tega nisem sploh tako doživela tega filma, da bi rekla, ker v bistvu šla sem ga gledati, zato ker mi je Kristina Ravnika rekla, pojdi gledati film Emma, takega, da bi ga ti naredila. Jaz sem vedno ful skeptična, ko mi nekdo to reče, ker ponovadi, ko mi nekdo reče, da bi v trgovino pogledati neki izgled, kot bi ti nosila, je ponovadi ful grdo. In sem bila tako, ok, grem, ajde. In pa v bistvu mi je bilo noro, pa ne zaradi tega, ker je noter dance hall, ki je pač meni zelo blizu, ali pa pač so te neki pač plesni vložki, videospotovski vložki, ampak v bistvu, ker je ta forma tako dobro pripeljala to vsebino do enega pač norega konca. Meni je ta film tako, taka mini eksplozija bila v glavi na koncu. Noro dober film. Seveda govorimo, prosti, takoj ti dam besedo. Hočem samo povedati, da govorimo o filmu Pabla Lorena in ne ta drug kostumski film. Ker sta dve Emi. Prosti, Matež, izvoli. Ja, sem hotel samo malo pomodrovati o tem, da je ta ločnica med spotom in kratkim filmom precej umetno ustvarjena, po moje zaradi te funkcije, ki ima videospot, ki je hkrati tudi nek propagandni material oziroma neka promocija in se ga pol tudi dojema pač kot neko svojo formo, ampak že skozi celo zgodovino filma imamo kratke filme, ki so v resnici narejeni, kot bi rekli danes, pač kot videospot, ne, in od ne vem, recimo od Santiaga Alvareza, to je en kubanski režiser, ki je delal aktivistične obzornike v času kubanske revolucije v 60-ih in je on že takrat te svoje ful politično motivirane filme, v katerih je bila kritika imperializma, udelal kot videospote in recimo lahko si pogledate na YouTubeu, se pravi Santiago Alvarez Now, je sestavljen samo iz fotografij protestov proti rasizmu v Ameriki in je zmontiran na en komad in je dobesedno, kot da bi pač en videospot gledali. Ne. Po drugi strani pa imamo potem, ne vem, Karpa Godino, se pravi Gratinirani možgani, Popilje Ferkever, ki spet bi komot rekli, da je to videospot v resnici. Mislim, vsaj glede na to definicijo, ki imamo danes, ali pa ne vem, Tarantino, kako uporablja zelo spotovsko, se pravi glasbo in te pač prizore v svojih filmih, s kateri razvija zgodbo in naredi pač skoraj nore stvari. Ne. Pa meni so, če se lahko obmešam, recimo pač Vertov ali pa Eisenstein, pač že imeli v bistvu tudi neke te primesi videospotov, v bistvu ful ritmično zmontirane stvari, ful podarjene zvokom. Ali pa na glasbo celo. Pa ne nujno vedno v smislu, človek A gre do objekta B in potem pokažemo, kako je odprl z detajlom. A veš, tako, ni bilo nujno tako ni nujno bila vzpostavljena neka kontinuiteta klasična. Ne. Zdaj, jaz vem, da ustvarjaš tudi celovečerca po tem kratkem filmu, pa misliš uporabljati iste tehnike tudi v celovečercu ali pa to bolj fora kratkega filma? Ne, Sestre so bile v bistvu pač študija za celovečerni film, ne samo vsebinska in pač režijska in igralska, ampak tudi v bistvu glede same forme. In če kaj si želim, to v bistvu sam še bolj progresirati. Pač res si želim narediti tak hibrid,
pač, ker res sem enkrat rekla, ne vem komu, kao, jaz hočem narediti tak film, ki ga bojo pač tako gledali čafuri, pa jim bo hodo, ali pa ki ga bojo gledali tako mainstreameri, pa pač bo gledljiv, ampak bom pa prinesla neke ful subverzivne teme. Ne vem, če mi je lih rata, sasno to. Pa da mi bo s fantasy. Sam to mislim, pač jaz sem ful poudarjen ta nek pop v life, jaz se popa ne bojim, jaz mislim, da pop je lahko dobro sredstvo. Pač vem pa ta zanka, v katero so ful hiter, tako ujamemo pač te alternativci in tako artisti in karkoli, v glavnem pač lahko ful hitro postanem sami sebi namen in jaz upam, da nikoli ne bom sama sebi namen. V glavnem in pač tako želim si, v bistvu se tako, kar hočem doseči, ker to zdaj govorimo o tem pač na nivoju neke forme, ampak se tudi forma pač ima neko, a ne, tudi forma je lahko vsebina, valjda. Ampak jaz si želim pač narediti nek tak film, ki bo dejansko zagrabil gledalca, tako pač nekako zavrat, pa ga pač popeljal čez vse te neke, tako kot da bi bil na enem vlaku smrti, vlaku življenja. V glavnem tak rollercoaster in pač, da te tako s temi nekimi sredstvi pač popelje v neke stvari in da v bistvu, mislim, meni je ful dobro enkrat sem prebrala, kaj je rekel Joseph Kahn, kao, nekje že bilo kao, kao ne, kako je že bilo? Music videos have dream logic because music. In mi je to v bistvu ena ful dobro vodilo, pa mislim, da rabimo tudi malo sanjske logike v filmih nasploh, pa v real life. Mateoš? V bistvu je samo ena digresija, oziroma tu se malo polemizirati s Kuklo, ker je rekla, da so sestre v bistvu študija oziroma vaja za celovečerca, pa zdaj kot apologet kratkega filma. Niso samo, ne, sploh ni. Ne, se to, ker je toliko dovršen film, pa toliko je pač, mislim, to je res tak tour de force, res ko stoji vse in je full domišljen in stoji kot celota, zdaj samo v smislu te dikcije, ker to so potem neki predsodki, ki ima recimo marsikdo do kratkega filma, ne, da so to v bistvu samo nek stepping stone do celovečerca. So pa recimo, že v primeru sestre je to pač tako res ena celovita, ful lepa stvar, pač, ne. Mogoče se hotel samo malo pomodrovati. Ja, ne, definitivno ni samo študija, jaz sem to pač rada povem čisto zaradi tega, ker pač je pa tudi študija, ne. Mislim, je dejansko nekaj, kar bo peljalo zgodbo naprej, ampak fora je v temu, da glih to, sestre stojijo same zase, ne, pač to nikoli ni bilo tudi mišljeno, da bi bila to tako, da bi bil en to stepping stone do celovečerca, neka pač stopnica do tja, ampak da pač je neko delo zase, ki pač stoji, ker mora imeti nek smisel, jaz sploh ne bi mogla živeti, da pač bi bile sestre samo en eksperiment, ne, to bi se upila. Glavnem in tudi pač vem, da imajo tudi nek impact na ljudi in tudi v bistvu so eno delo, ko ga lahko jaz gledam, pač tako brez, da si zatiskam oči, kar je zelo redko pri meni. Tako da stojim za tem filmom, definitivno kot pač za zaključeno celoto. In tudi tako, tudi če nekdo nikoli ne bo videl fantasy, a veš, samo nekaj povedala s tem filmom. Tako da to ja, definitivno. Ampak pač dejansko so pa tudi študija za celovečerca. Pa tudi pač, to je tako promocijska strategija, če te kaj mislim. Rečeš, pa se bo si tako, wow, se pravi, ti si se že prej nekaj potrudila, here's your money. Ko si rekla fantasy, to je ime celovečerca, ne? Ja. Tako. Kratkega pa v angleščini je verjetno brothers, ne, ampak sisters, ali kaj? Ja, mislim, da so sisters. Čeprav me tudi ne kako zveni sestre, ampak mislim, da je. Ja, vidiš, da bi bila prav sestra. Ne vem jaz teh detajlov. Ampak ne, zdaj so sisters, čak shit. Ja. Valjda. Fantasy pa je fantasy, zato ker fantasy ni mišljen samo kot fantazija, ampak tudi kot ime. Ampak v bistvu kot fantazija. Bral sem treatment, lahko se pohvalim. Še iz časov scenarnice. Joj, boga ta scenarnica, mislim, boga, kaj me bo scenarnica, sem tako enkrat, me bojo ugrabili sred noči, pa me tako spravili na eno polje, kjer je ogromno tipkalnih strojev in pa bojo rekli, zdaj pa tipki z nosom, bitch. Ali pa neki. Ali pa sem tako, bojo tako tipkanje teh strojev, pa sem tako, skozi sem to slišala, pa mi bo tako kapljali nekje na čelo. Čak, zakaj tako misliš? Zato, ker še nisem končala filma, zato mislim.
Jaz sem leta 2017 bil na scenarici in še vedno delam na tem, tako da, lej. Matevž, kako je kaj tvoja karijera kratkih filmov? Vem, da si s tem začel leta in leta nazaj in od takrat nisi še nič naredil. Ali Sem lahko začel- kaj pričakujemo? Smo filme snemali s stiroporom, pa s kamni. Skratka, mislim, si želim posneti kakšen kratki film, ampak glede na naravo mojih ostalih angažmajev, ful je lažje spot posnet, ker pride nekdo do tebe, pa te prisili v to, imaš nek deadline. In dostikrat uporabim neke ideje, ki jih imam, ali pa neke podobe za filme v spotih. Moram pa priznati, da se nisem še nikoli zares prijavljal za realizacijo kratkega filma ali kakorkoli. Vsekakor pa ta želja obstaja. Delam pa vse skozi kratke eksperimentalne filme, ko so pa malo bolj konceptualni, avantgardni, pa potem bolj po nekih takih butičnih festivalih potujejo. In zdaj tudi zaključujem en kratki film, ki je pa tudi zelo bizaren, gre namreč za podobe živali v formaldehidu. Posneti so bili na Italijanski gimnaziji v Kopru, ki ima najstarejšo zbirko tega in na ful nek poseben način, se pravi, smo z nekim laserjem pa z nekimi makrolensi to delali. Zdaj, kar pa se tiče nekega igranega filma, je pa to ena želja, ki se mogoče kdaj uresniči. Je pa res tako, da v bistvu, ko vidiš, ko poznamo spot v 3-4 snemalnih dneh, potem si hitro, nisi imun na to, da pomisliš, se pravi, v tem času bi posneli nek isto dobro izgledajoč kratki film. Zdaj pa problem je samo v tem, da sem pol sam od sebe odvisen v tej disciplini, pa v deadlinih, ki je ta samodisciplina pa je precej slaba. Dobro, če se najdeš, kaj sem mi tako ugotovila, da tako najmočnejši ljudje so ponovadi v tandemu. Pa če si najdeš pač nekega producenta, ki te bo... Mene recimo Barbara Daljavec, ki je producirala Sestre in bo producirala to kot fantasy, a meni so neko tako dobro energijo vzpostavili, zato ker ona tako se mi zdi točno za znak, da jaz prokrastiniram. Pa tudi pač jaz si, pol imam jaz vedno en breakdown, ko se pač, ker ratam ful depresivna, pa poli pač govorim, da je vsaj grozen, pa da bom verjetno kmalu umrla, pa da pač tako neke te depresivne misli, pa da sem pregorela, pa da tako pač nimam nič vse, ogledam pač te neke fore. Pa se ona tako pojavi na mojih vratih in mi tako prinese kak sok, pa kako lepo stvar, kako knjigo. In pa me sam tako posluša, pa tako vidim, pač, kako se ji tako za očmi odvija un film, v smislu, moj bog, svet prebija nekaj, ampak tako se tako ima poker face. In pa mi pa sam tako lepo pošle deadline za stvari in pa se jaz zresnim. Tako da je to ful dober. To se mi zdi, da je recimo ena ful pomembna stvar, da pač imaš nekoga. Se tudi ne rabi se sploh, zakaj bi pač mogel biti producent, lahko je pa pač dejansko nekdo, ki pač to, mislim, ni nujno, da ima že ful izkušenj za sabo, to mislim v producentskih vodah, lahko je pač sam nekdo, ki ima ful en drive pa passion za to, pa ki mu gre dobro organizacija. Pa mi smo vedno malo bolj tako, ne? Me veseli slišati, da smo vsi prokrastinatorji in da nisem samo jaz. Ne, jaz sem taka manična obdobja, kot ko pač ne grem 3 dni iz stanovanja res, pa sam pišem, pa mi pa tako fant reče, wow, ti pa pač zdaj res moraš iti mal moraš iti no, to pa res več ni cool. Ampak pa imam pa te scene in sem gotovila, itak, veš kaj je fora, itak prokrastiniraš takrat, kad te nečesa strah. In pač to dejansko je tako zelo zgleda, da ti si pred uno stvarjo in ti tipkaš, lahko pišeš 20 strani, pa pač jih si sposoben pol v 20 minutah zbrisati, ker si sem tako Čaki, s čim se je že ukvarjam, kao pa kar začneš misliti, kaj pa nek vrt tam, ki ga nekdo obdeluje, to bi jaz mogla, kje sem pa zdaj film našla, od vseh stvari, ne. Tako da s tem se moraš nekako soočiti, ne, kaj te zares tako, če se nekako zares bojiš. Ja, ful je zanimivo, Pa pa nehaš prokrastinirati, pa si moraš pa napisati action steps, jaz sem na enem coachingu, tako da lej, lahko dropam ta knowledge. Dropam knowledge, lol. What am I, Gen Z? V glavnem, lahko ja, to moraš, action steps. Ne, veš kaj, evo, ena stvar. Vseeno moramo se zavedati, da pač vse to, kar delamo, je ta stvar, ki se jo vsi ful bojimo, pa bojimo tudi reči, da smo to, se pravi umetnost, a ne, umetniki.
In pač, da umetnost je nekak stvar inspiracije, ampak jaz se pa ful strinjam s tem rekom, ki pravi, inspiration has to find you working. Kar tudi pomeni, da pač dejansko, če se spraviš vsak dan pisati ali pa karkoli delati, se tudi pomeni, da verjetno pač bo od 10 dni bosta 2 zares uporabna, ampak si rabo še unih 8 dni. Da si dokazal, kak drag si, pa kako znaš ta drag pospraviti, pa en diamantek mandat. Až tekaš. Pač moraš se disciplinirati, ampak je flower, če imaš producent. Matevž, nekaj si hotel? Ja, hotel sem reči, da ne vem, kako je pri vaju, ampak ja, pri meni je to ful bipolarno, se pravi, bolj ko se nek deadline bliža, pol sem tako ful produktiven pa immersed, pa tako v ful kratkem času ful naredim, potem pa kot ti nihče ne priganja, tako da mogoče bi mogel te apelirati na svojega dobrega prijatelja in producenta Dareja, ki me sicer pogosto puša, ampak potem v tej njegovi gužvi se pravi, pol se te stvari tudi zavlečejo in imam tega človeka, pa vem, koliko je to vredno, pač. Obenem pa se mi zdi, da so res, da delajo čudeže, no, ta work under pressure po deadline, pol kar enkrat se neke stvari, o katerih, ne vem, vlečeš tedne, se potem kar, ne vem, primeni, da je tako čez noč, se kar naenkrat sestavi. Ampak, prosti, ker sem te prekinila. Ampak veš, kaj je tudi fora, moramo tudi nekje, se mi zdi, malo demistificirati to, ker pol ful itak tudi neke take krivde dajemo na sebe. Pač rečemo, ja, in potem pač je pa tako, pač se bliža rok in sta še samo 2 dneva in pol je sratan ta explosive mode in takrat se pa kar vse zgodi. Pač, kar tudi ni res, ne, recimo, ker itak v bistvu ti skozi delaš, ti lahko tudi tako v zadnji nekje in the back of your mind pač skozi procesiraš vse te stvari. In, a veš, tako recimo, ne vem, jaz sem tle zapiske dobesedno za fantasy iz, ne vem, kje je bilo to. Jaz mislim, da sem to, ko sem delala, pa sem pač v nekem hotelu bila, pa sem kar tako neke zapiske si delala. Ups, sorry. A ja, zdaj tle se ne vidi, da opišem zdaj, vsem, kaj ne vidi, jak se slepi. Se pravi, kažem, je to A3 list. A3 list pač nekih zapiskov, ogromno zapiskov imam. Se pravi, pač, ko sem enkrat v nekem naletu nečesa, kar bi lahko rekla, da sem takrat prokrastinirala, pa v bistvu nisem, ker sem pač dejansko si pisala neke stvari, kako morajo neki liki biti zgrajeni, kaj se jim zgodi, neke take stvari. Pač zgodijo se ti pa te misli še 100-krat na dan ali pa na teden ali pa karkoli. In v bistvu ti tak nekako skozi malo, vsaj podzavestno, ampak večinoma pa tudi zavestno delaš, pa pač se sem zgodi to, da moraš pač to nekako aktualizirati ali pa pač ja, dati končno ovekovečiti to, kar je v bistvu bil že tak že skozi proces. To se mi zdi ful pomembno, da pač vemo, da, ker se mi zdi, da ful velikrat kar nas dajemo pol neko to krivdo, prokrastiniral sem, nisem tega naredil, nisem tega. Pač ni res. Jaz sem našla te zapiske, pa pač jih imam polno še ful enih zvezkov, ker sem očitno takrat, ker sem mislila, da sem najbolj lena ever. Ali pa še celo sem bila na nekem drugem projektu, pa sem to v neki pauzi nekje napisala, ne vem, na zajtrku neki, a veš. Se pravi, da v bistvu pač tudi te stvari morajo nekako tudi malo dozoreti, pač tudi ne moramo vedno tako, ker to pričakujemo, se bom pa usedel, zdaj bom pa napisal scenarij, pač ne. Scenarij je itak ena entiteta, on bo prišel vate, ko bo on hotel. Ja, pa samo to bi dodal, da v bistvu res gre za neko akumulacijo vsega tega razmišljanja, kakorkoli pač podzavestno si vse skozi v tem in mogoče ti ta deadline v resnici samo te prisili v neke odločitve, ki potem dozorijo. V bistvu, če bi imel ful časa, bi recimo ful več dilem premleval, več različnih opcij in ko si pa pol soočen s tem, da se moraš odločiti, mislim, da ti kar nekako intuitivno ti pridejo te prave, recimo ideje kar enkrat ven ali pa ne vem, se mi zdi, da je tako, ja. Ampak je fora temu, da ne pridejo tako magično, ker sem jaz navajena delati pod pritiskom, ampak zaradi tega, ker sem, mislim, tudi zaradi tega, ampak tudi zaradi tega, ker sem pač dejansko čas, ko sem mislila, da nisem tega delala, dejansko delala to, ali pa mogoče, ker sem delala nek drug projekt, še to nekako kreirala zraven, čeprav ni bil to main focus, To se mi zdi pač ful pomembno tako. Ko pa lahko ful hiter zapadeš v en ta nek začaran krog neke krivde in pol pač se počutiš krivo, ker prokrastiniraš in pol prokrastiniraš, ker se počutiš krivo in pol sem tako, nič ne narediš na koncu. Mogoče je tudi to del procesa. Dobro. Čudoviti zaključki so tukaj. Jaz bi se še pogovarjal, ampak smo že kar počasi bi šel konec, ampak me vseeno sam še zanima,
kakšni so sploh deadlini za spote? Veš, spot gre na YouTube, zakaj obstaja, dober, mogoče Dino, mogoče ima nek koncert, ne vem kaj, pa mora biti takrat. A je to en razlog za deadline, kakšni so še? Mateuš, recimo, ki si prej govoril, da imaš deadline. Mislim, gre za neko tudi pač, medijsko strategijo benda, se pravi, dosti krat je vezano, ne vem, na release albuma. Zdaj sem imel, mislim, zadnja dva spota, ki sem delal, se pravi, za sebo pa Murphy, sta oba prva komada, oziroma pač za Murphy to prvi komad z novega albuma, za sebo pa bil prvi tako proper sproduciran spot z novega albuma in potem je tukaj, mislim, zatem je ful enega premisleka, kdaj lansirati dogovore v založbo, recimo, vezano tudi na to, kdaj bojo koncerti. Mislim, tle ponavadi neka strategija. Včasih je to promocija pred nekim večjim koncertom, včasih je pač to release albuma in vem, da pol razmišljajo, ne vem, za 2-3 mesece naprej, se pravi, zdaj bo ta spot, čez 2-3 mesece pa spet nekaj novega. Mislim, tako je ponavadi, ko imaš te neke resne deadline. Včasih pa so te deadline vseeno malo bolj loose, v smislu, sploh v času korone, ko ni zares dogodkov in vsi pač malo bolj ležerno potem to jemlje, oziroma se ne ve, kdaj bo kaj in potem se te deadline lahko tudi spreminjajo. No. Pač vsak ima neko svojo strategijo, ne, se lahko tudi indie band ima v bistvu in to je čisto dobro, da ima v bistvu ful pohvalno, da ima neko strategijo, pač ker, a ne, če hočeš vsaj malo bolj nekaj resno zastaviti, pač moraš imeti nek načrt. I guess, a ne. Plus, da veš, to so tudi pol te scene, se dejansko to gledajo ljudje, kakor ljudje gledajo danes, ne vem, a bom objavil fotko na Instagramu v nedeljo ob 5 ali ob 8, ker pač takrat je največji rič, tako se tudi zdaj dela. Ne vem, pač jaz sem sicer en spot tudi objavila, zato ker mi je en astrolog rekel, da naj ga takrat. En moj prijatelj, no, pač nam ful smešno. A veš, pa je, ne vem, zdaj zadnja leta je pa trend, recimo letos, na Valentinovo je prišlo tako 20 spotov ven, pač na Balkanu, pa malo širš, tako, pač so neki taki pomembni datumi, a ne, tudi, kaj se je. Jaz mislim, da je Juca Bonaca predstavila release spota za sebo, ker je, mislim, da v tarot kartah dobila namig, da je boljše, če je to, ne vem, en teden kasneje, ali se je nek ascendent spremenil. Čudovito. Čau, Juca. Vse vpliva, Luka, pač vse, planeti, marketing, kapitalizem, veš, vse. Video spot je vse. Ja, zato sem se hotel pogovarjati o njem. Ja. Ni tako simpel, kot zgleda. Ne, se ne zgleda simpel. Ja, tako kot sem začel s klasičnim vprašanjem, odkot ideje, bom tudi končal s klasičnim vprašanjem. Povejta na hitro 3 spote, ne nujno najboljše, ampak da so vam hudi. Evo, Mateuš prvi. Ne vem, mogoče Einstürze der Neubauten Sabrina. Kot Prodigy bi se težko odločil. Vem, da so me ful zaznamovali, ko sem bil mali pa gledal video Ring, ali kaj je bilo takrat. Da mi je bil Smack My Bitch Up ful, tak, ki me je kar definiral. Pa ne vem, potem pa kakšen od Romana Gavraja, no. Ne spomnim se naslova komada. Okay. Aha, ne. Roman Gavras je tudi moj pik. Ok, jaz bom pa rekel v bistvu Ben Khan Youth. Ja, jaz bom pa izbrala Gavrasa. Jaz mislim, da se reče Gavras, ker so oni Grki, tako da bom kar rekla po naše. Roman Gavras bi se ful težko odločila med Stressom od Justice, Bad Girls od M.A.A. pa Jamie XS, Jamie, ta Oh My Gosh. Gledam, te tri od njega so res kar masterpisi. Pa bi rekla, recimo, od Megaforce Sacrilege je en ful mojstersko narejen spot. Čeprav tudi Bitch Better Have My Money od njih je insane. Pa pač Björk All Is Full of Love. Pač en izmed najbolj ikonik spotov, kar sem jih
kadarkoli jih bom kadarkoli videla. Pa bomo s tem zaključili. Imeli smo se fajn, upam, da so se imeli fajn tudi poslušalci, da nismo bili predolgi, da smo se nekaj naučili. Jaz sem se. Čeprav evo, samo še to moram dodati, ker sem pripozabil omeniti. Zdaj si me spomnil na to, da ima tudi Liv zadnje leta kategorijo videospotov in če pogledate, Res? če pogledaš sezname spotov v tekmovalnem programu, imaš kar lep pregled najboljših spotov svetovnega formata, pač najboljših spotov leta. In to pripravlja Matic Majcen, ki pa res tak izvedenec na področju videospota, pri nas pa je imel tudi podobno glasbo in tako. Ja. Vidiš, njega bi tudi mogel povabiti. Drugič. Pozdrav, Matic Majcen. Pozdrav tudi vama, pozdrav poslušalcem. Vidva tudi reči adijo. Hvala za vabilo in lepo se imejte. Hvala za vabilo in ostanite zdravi. Lol. Shit, hashtag stay ostanite safe. zdravi. Stay safe. Samo navzgor. Čau. Tako. Gledajte spote. Bye. Good vibes only. Good vibes only. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.